Vietnamska pravljica o kmetiču in tigru. V starih časih so bivole na pašo ali njivo vodili tako, da so jih privezali z vrvjo za roge. Bivoli so prav radi otresli z glavo in se znebili vrvi. Nekega dne je mož peljal bivola na polje. Bivol je nenadoma obstal, otresel z glavo in vrv je ostala v kmetovih rokah. Kmetič se je zamislil, privezal bivola na bližnje drevo, mu urezal luknjo skozi nos in odslej tako vodil bivola. Bivol mu je zvesto sledil, saj bi ga sicer nozdrvi bolele. To so videli tudi drugi kmetje in odtlej se je ta običaj razširil po vsej deželi. Nekega pomladnega dne sta kmet in bivol orala na riževem polju. Prišel je čas počitka. Kmetič je legel v senco, bivol pa se je pasel na obronku. Tedaj je iz bambusovega grmičevja stopil tiger in rekel bivolu: "Ti si mogočna, močna žival. Kako to, da ti je slabotni človek preluknjal nos in te zdaj vodi kot otroka?" Bik je premišljeval in nazadnje rekel: "Človek ima v pogledu ogenj." Tiger se je začudil: "Kaj pa jaz? Nimam ognja v očeh." Bivol ga je pogledal naravnost v oči, se stresel in odkimal: "Človek ima nekaj v glavi, s čimer nam ukazuje, in ko te pogleda, moraš ubogati njegove ukaze." V živalski govorici namreč ni besede za razum. Medtem se je kmetič odpočil in šel po bivola. Medtem se je kmetič odpočil in šel po bivola. Ko se je približal, je ob njem zagledal tigra. Kako se je prestrašil, najraje bi pobegnil. Tedaj se je spomnil, da tigri napadajo samo bežeče. Zato je počasi šel proti tigru. Tiger ga je pogledal, toda ne v oči, in rekel: "Bivol pravi, da imaš nekaj v glavi, kar je močnejše od njega. Pokaži mi, kaj je to." Kmet je pogoltnil slino in rekel: "Da, res je, v glavi imam nekaj, kar je močnejše od bivola in tigra in vseh živali. Če hočeš videti, kaj je to, moram iti iskat, ker sem to pustil v koči." "Prav," je rekel tiger in sedel, da bi počakal. Toda kmet se je bal, da bi ga tiger zahrbtno napadel, zato je predlagal: "Bojim se, da te ne bo več, ko se vrnem, zato dovoli, da te zavežem." Tiger je privolil in kmetič ga je trdno zavezal z vrvjo, s katero je vodil bivola. Nato ga je strašno premikastil, da se je tiger komaj odmajal v džunglo. Po nekaj tednih je tiger okreval. Prišel je v vas in stopil v kočo našega kmetiča. Kmet je kar okamenel od groze. Tiger je zapihal: "Se me bojiš?" Kmet je zbral vse moči in rekel: "Jaz tebe? Kje pa, ne bojim se te." Tiger je zakričal: "Imam strašen glas in takšno moč, da te podrem z enim samim udarcem sape, šape." Tiger je zakričal: "Imam strašen glas in takšno moč, da te podrem z enim samim udarcem šape." Šel je iz hiše in zarjovel, da so se stresle vse koče v vasi in vsi prebivalci v njih. Nato se je vrnil k kmetu v kočo. Spet je zapihal: "No, se bojiš mojega glasu?" Kmet se je posmehnil, vzel 2 kresilnih kamnov in podrgnil enega ob drugega. Klip, klap, klip, klap. Vprašal je tigra: "Se bojiš tega hrupa?" Tiger se je zasmejal na vso čeljust: "Tegale škrebljanja." "Pridi, ti bom nekaj pokazal," mu je rekel kmet. Šla sta do grmičevja na robu vasi. "Tja stopi," je kmetič pokazal tigru, naj gre na drugo stran grma. Tedaj je začel kresati s kamnoma take iskre, da se je grmovje vnelo in že je bilo vse v plamenih.
Kam greš? Ne hodi še, zdaj boš šele videl, je vzkliknil, ko je tiger hotel zbežati. Goreča veja je padla na tigra in mu naredila proge po hrbtu. Od tedaj ima tiger črne proge na svojem kožuhu. Tudi kmetom ga ni več blizu.